Dober večer. Svet in tudi Slovenijo pretresa ena največjih energetskih kriz doslej. Energenti dosegajo v zadnjih mesecih na borzah zgodovinsko najvišje cene, tudi električna energija. Medtem ko je bilo treba še aprila letos za megavatno uro električne energije za dobavo v letu 2022 odšteti manj kot 60 evrov, se je sredi oktobra cena povzpela na več kot 160 evrov. V zadnjih dneh pa je nekoliko padla na manj kot 125 evrov. Koliko se situacija umirja, v resnici je banalen razlog ta, da se vreme umirja, se pravi zima ni huda. Če bi zdržala tako vreme celo zimo, bi verjetno bile cene že spomladi lahko na videz vsaj normalne. Vendar je pa zima šele v resnici pred nami, tako da se lahko stvari čez noč obrnejo. Jaz se bojim, da vsaj še naslednjih 5 do 10 let bomo priča zmerni rasti in ne obratno. Seveda ne na nivoje, ki smo jih videli pred to zimo, ker V zadnjih 10 letih se je cena za nakup električne energije v naslednjem letu v povprečju gibala med 40 in 60 evrov za megavatno uro. Medtem ko gospodinjstva podražitev močneje še ne občutijo, pa je drugače v gospodarstvu. Nekatera podjetja, zlasti energetsko intenzivna, so zaradi visokih cen elektrike prisiljena proizvodnjo že omejevati ali celo ustavljati. Poglejmo najprej na tuje, Darja Zupan. Številna podjetja v Franciji so bila zaradi visokih cen električne energije prisiljena ustaviti proizvodnjo, med njimi metalurško podjetje LME. Vendredi dernier, nous avons pris la décision d'arrêter le four. C'est complètement inédit, c'est jamais arrivé d'arrêter un four à cause du prix de l'énergie électrique. Trenutno iščejo rešitve, razmišljajo o nočnem delu, o cenah pa. Donc les mêmes consommations électriques, vous pouvez voir que notre facture a doublé. Nous sommes quasiment à 4 millions d'euros hors taxe pour le mois de septembre. C'est une première. Podobno je tudi v podjetju Chem One, ki proizvaja klorin sodo. Et ça, c'est extrêmement énergivore en termes de consommation de vapeur. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter cette production. Tudi drugod po Evropi, denimo v Nemčiji, cene elektrike še nikoli niso bile tako visoke, pravzaprav so najvišje v Evropi. V Španiji pa manjša podjetja opozarjajo, da bi visoke cene energentov lahko ogrozile njihovo okrevanje po pandemiji. Nosotros, hace 2 años atrás, una facturación más o menos de 6.000 euros, la luz se pagaba 600 euros. Este año se ha facturado 3.000 euros y la luz ha sido 1.050. Entonces, una subida brutal y una facturación muy poquita. S pomanjkanjem energentov in rastočimi cenami elektrike se sooča tudi Kitajska. 现在就是断电，断电现在来说，这电对我们多主要啊，是不是？包括就是咱们日常生活，还是说这个小企。 Kitajska večino elektrike, kar 60% še vedno dobi iz premoga, zato so močno povečali proizvodnjo za več kot 1 milijon ton dnevno. 做到应卸快卸，应装快装。10月份以来，累计发电电煤1400余万吨，特别是越往东北地区，保供电煤达到了107.3万吨，同比增加了37.6%。 Cene v Aziji dviga predvsem močno povpraševanje, v Evropi pa poleg tega na rast cen vplivajo še emisijski kuponi, zastoji pri dobavah ruskega plina v Evropo in mrzla minula zima, v kateri so dobavitelji dodobra izčrpali zaloge. Evropske države vsaka zase zato že sprejemajo ukrepe, s katerimi želijo ublažiti učinke dviga cen, doslej v skupni vrednosti 10 milijard evrov. Slovenija podražitve energentov občuti močneje kot marsikatera druga evropska država, saj je tretja najbolj industrializirana v Evropi, za Češko in Irsko. Industrijsko-predelovalna dejavnost, v kateri je zaposlenih okoli 200 tisoč ljudi v 20 tisoč podjetjih, prispeva skoraj četrtino bruto domačega proizvoda. Cene energentov najbolj tepejo energetsko intenzivna podjetja, ki predstavljajo šestino vse industrije in v katerih je zaposlenih okoli 30 tisoč ljudi. Nekatera od teh podjetij je obiskala Andreja Lešnik. Talom
Šturm Kidričevo, Štore Stil, Aquafil, vse tri energetsko intenzivne družbe pospešeno iščejo izhod iz primeža visokih cen energentov. Štorski jeklarji imajo za letos zakupljenih le 60% energije, zdaj jo kupujejo na dnevnih borzah, po višji ceni in prilagajajo proizvodnjo. Za letošnje leto nas je pač ta višja cena energije stala okrog 1,5 milijona evrov. Če smo v preteklih mesecih delali s 100% kapacitetami, če smo izkoriščali tudi nadurno delo, tega sedaj ne počnemo več, ker je pravzaprav nerentabilno. Elektrika, plin in ostali energenti jih bodo letos stali okoli 16 milijonov evrov. Bojijo se, da bo prihodnje leto strošek višji še za dodatnih 8 milijonov evrov. Zakupljene imajo le 40% potrebne elektrike, saj se je v zadnjih 2 letih že podražila za tretjino. Smo pričakovali, da se bo ta cena predvsem po lanskem slabšem povpraševanju in nižji aktivnosti gospodarstva, da se bo energija kaj korigirala, čakali smo pač na ta trenutek, ki ga pa ni bilo. In kako bo energetska draginja vplivala na njihovo konkurenčnost na evropskem trgu? Kolikor bi, države šle v protekcionizem in bodo svojim jeklarjem omogočale neke, odpustke ali pa omejeno ceno za električno energijo, to pomeni, da bomo v samem startu že v slabšem položaju. Od vlade pričakujejo, da jim zagotovi primerljive pogoje z ostalimi evropskimi državami. Sekundarni CO2 kuponi, ki se zbirajo, v tem našem podnebnem skladu, da so naši konkurenti to dobili povrnjeno, mi do zdaj še ne. Kljub temu bo Štorski Stil na račun visokih podražitev jekla leto končal s 135 milijoni evrov prihodkov in 4 milijoni evrov dobička. Kot pravi Jurkošek, skrbijo tudi za razogljičenje. Postavili bodo 2 sončni elektrarni in njihov ogljični odtis pri taljenju jekla z elektriko je nekajkrat manjši od konkurentov. Največji izziv pa vidijo v zamenjavi plina. Tega bi lahko deloma ali pa večjem delu nadomestili z vodikom, ki ga pa za, neko normalno ekonomiko v tem momentu ni na trgu. V Talumu, kjer so zaradi padca naročil že lani zmanjšali obseg proizvodnje primarnega aluminija za polovico, zdaj proizvodnjo še dodatno znižujejo. Zdaj pa bomo vsled te akutne situacije že kar v novembru in decembru še dodatno omejili to proizvodnjo, zato da ublažimo stroškovni pritisk na poslovni izid zaradi visokih cen energije. Elektroliza obratuje le še s 33% zmogljivostjo, števila zaposlenih ne bodo zmanjševali, zagotavlja Drobnič. To za zaposlene ne predstavlja nič, zaradi tega, ker bomo v letošnjem letu izpad proizvodnje v elektrolizi nadomestili z zakupljenim aluminijem. Elektrika predstavlja že čez 40% stroške proizvodnje primarnega aluminija, pri evropskih konkurentih pa le petino. Zanjo so lani plačali kar 48 milijonov evrov. Za prihodnje leto je niso zakupili, saj so cene aluminija lani strmoglavile na najnižjo raven v zadnjih 15 letih. Od vlade pričakujejo takojšnjo razbremenitev celotne energetsko intenzivne panoge. Da zagotavlja primerljive sistemske okvirje, tako kot mora, hitro in učinkovito. 3 milijone evrov dodatnih stroškov za dražjo elektriko pa ima proizvajalec sintetičnih vlaken Aquafil. Del stroškov, ki so še lani znašali okoli 8 milijonov evrov, so že prelili na končne kupce. In smo že začeli z dvigovanjem cen naših izdelkov. Zaenkrat smo bili uspešni. Tam, kjer pa ne bomo dosegli zvišanja cen, bomo začeli omejevati proizvodne programe. Za zakup elektrike za prihodnje leto se še niso odločili, saj, kot pravi prvi mož podjetja, čakajo, da se trend rasti cen obrne navzdol. Po njihovem mnenju špekulativni balon že popušča. Samo v nekaj dneh je cena padla za skoraj več kot 25%. Bomo še počakali nekaj tednov, upajoč, da se bojo vrnile cene na tisti normalni nivo, ki mora biti tam okoli med 60 in 70 evrov na megavatno uro.
Na pomoč države se ne zanašajo, zato bodo postavili svoj obrat kogeneracije za soproizvodnjo elektrike in toplote. Za naložbo, ki jim bo zagotovila večjo energetsko neodvisnost, bodo odšteli 12 milijonov evrov. Tako da si bomo polovico električne energije proizvajali sami. Kot vodilna družba na področju recikliranja poliamida pa od vlade pričakujejo spodbude za zniževanje ogljičnega odtisa, da bi emisijske kupone lahko kupovali po nižji ceni. Podrobneje o ozadju in posledicah podražitev elektrike pa z gostoma, to sta profesorica Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Nevenka Hrovatin in prvi mož Elesa Aleksander Mervar. Pozdravljena. Preden pa vama dam besedo, posvetimo minutko še besedi špekulacija, ki je zadnje tedne o podražitvah posebej pogosto uporabljena. Tako podjetjem, ki so se zaradi premalo zakupljene električne energije znašla v težavah, dobavitelji očitajo špekulativnost, češ da so namerno čakala nižje cene. Podjetja pa očitke vračajo, češ da za podražitve razen kuponov CO2 sploh ni pravih razlogov. Ni bilo realne osnove za ta dvig in zato sem prepričan, da je to bila špekulacijska cena in kot vsaka špekulacija traja kratkoročno. A smo mi špekulirali, a nismo špekulirali, vsaj pričakovali smo, da bo pač ta cena mogoče šla tam proti 50 evrim. Moje mnenje je, da je bilo več tistih, ki so pač čakali in upali padec, rečemo temu špekulirali, pač lahko tudi. Zagotovo so med temi porabniki, ki danes še nimajo zakupljene energije, tudi taki, ki so zavestno odlagali nakup, zato ker so želeli privarčevati. Jaz bom pa to imenoval, da so pač še šli božno špekulacijo, ki se jim ni šla. Jaz ocenjujem, da delež takih nekje na nivoju 20-25%, največ jih je med njimi med tako imenovano energetsko intenzivnimi podjetji. Kateri so torej glavni razlogi za podražitve? Vse se je začelo s pomanjkanjem zemeljskega plina. Doktorica Hrovatin, kakšno vlogo imajo špekulacije pri tem? Torej, težko bi rekla, da na evropskem trgu elektrike in plina imamo špekulacije pri določanju cene. Ta trg enostavno ima svoj mehanizem delovanja. Enostavno se cena določa po mejnem proizvodnem obratu, ki mora biti v obratovanju, zato da zadovoljimo povpraševanje po električni energiji v nekem trenutku. In pač to so postale plinske elektrarne ob pomanjkanju obnovljivih virov energije. Cena plina smo slišali, da je šla gor in seveda odraz tega so borzne cene električne energije. Na drobnoprodajnem trgu pa seveda dobavitelji, tisti, ki niso pravočasno zakupili količin, poskušajo te cene prenesti na končne potrošnike. Gospod Mervar, kaj pravite vi? Kateri so glavni razlogi in kaj menite o špekulacijah, da si dobavitelji električne energije pač kujejo dobičke na ta račun? Mogoče začel s tistim, kar je dr. Hrovatinova omenila, mejne cene. Borzne cene 50-60 evrov na megavatno uro so z vidika prihodnosti precej preniske. Treba je poznati stroškovne cene novih proizvodnih enot, ki vstopajo. To je vse več kot 80 evrov. In bodoče borzne cene se bojo gibale med 80 in 90 evri na megavatno uro. Tako da se ne strinjam z enim od, bom rekel, predhodnih govorcev. Mislim, da bo razočaran, da pričakuje se izjemen skok cen v zimskem obdobju in umirjanje nekaj od marca naprej naslednjega leta. Kaj pa špekulacije? Vi nasprotno očitate špekulacije podjetjem. Poglejte, posel je delno tudi špekulativne narave. Tako so nekateri trgovci špekulirali, pa so bili tako kratki, se pravi so prodali, niso pa si ustreznega portfelja zagotovili. Tako je tudi industrija upala, da bo cena spet 50 evrov. In niso kupili, danes so pa 115, 120, vmes so bile tudi tukaj, ste pokazali. In vi pravite, da so kriva podjetja sama, če bi maja letos kupila elektriko za prihodnje leto? Maja letos so bile cene 50-53 evrov na megavatno uro. Elektrika je bila razpoložljiva, lahko se jo zakupil na terminski posel, tudi za ne samo za 22, tudi za 23. Pač tisti, ki ni, ne? Kako dolgo bodo lahko podjetja vzdržala te visoke cene? Vi se bojite, da prostora nimajo več veliko? Torej, vprašanje je, koliko časa bo ta energetska kriza trajala. Če je verjetno povedim, da bo trajala do konca zime, potem mislim, da imajo podjetja še določene rezerve. To je seveda različno po podjetjih, odvisno od branže, v katerih poslujejo, od konkurenčnosti trgov, na katerih delujejo, od notranjih rezerv, ki jih imajo. Slišimo, da so podjetja, ki bodo imela dobičke, kljub tem tako visokim cenam.
Tako da je seveda odgovor na to vprašanje pravzaprav težko dati. Različen je seveda po podjetjih. Vi pravite, da bi katerakoli energetsko intenzivno panoga, intenzivno podjetje lahko dolgo živelo ob tako visokih cenah energije. Ne, tega ne trdim, ravno nasprotno. Energetsko intenzivna, se pravi proizvodnja kovin, tekstilna, kemična, papirna, ob takih cenah in ob cenah produktov njihovih na trgu, bo s takimi cenami težko preživela. Zato je Evropska unija sprejela že pred 10 leti direktivo, na podlagi katere lahko države članice Evropske unije uvedejo mehanizem tako imenovanih indirektnih subvencij za CO2 kupone. Ta vlada je in parlament sta lani novembra sprejela zakon o varovanju okolja 1, ki predvideva sprejem uredbe. Ministrstvo za okolje in prostor je to uredbo že poslalo na notifikacijo v Bruselj in kot imam informacijo, je Bruselj, bom rekel, se strinjal s takšno uredbo in vsi te veliki porabniki lahko računajo na subvencije. Tudi se pravi, bodo preživeli brez teh subvencij? Verjetno ne. Brez teh subvencij, če govorimo o Talumu, ne, je zdaj vprašanje, ker sem jaz direktor, je 90% lastnik Taluma. Pri Talumu je odvisno, kakšna bo cena aluminija, ker ni šla samo elektrika gor, so šli tudi produkti. Še ena stvar je, elektrika je globalna dobrina. Elektrika ni socialna kategorija. Doktorica Hrvatin, države reagirajo različno, enotnega mehanizma ni, enotnega recepta. Kaj opažate? Vtis je, da države skušajo bolj pomagati gospodinjstvom za blažitev socialnih stisk kot pa gospodarstvu. V Franciji naj bi bilo drugače. Zagotovo države so začele najprej pomagati gospodinjstvom, seveda zlasti ranljivim odjemalcem. In pravzaprav ti industrijski paketi pomoči nekje čakajo, tudi Velika Britanija, ki se sooča z največjimi težavami in največjim dvigom cen, se še ni soglasna, ni sprejela nekega paketa za podjetja. Francija recimo gre nekoliko naprej od tega, ne? Vendar seveda, tako kot pravi tudi gospod Mervar, ne, jaz mislim, da zniževanje same cene električne energije ne pride v poštev, takšni posegi na trg so neprimerni in edine rezerve, ki jih pač imamo, so določene subvencije pač iz podnebnega sklada, mogoče oprostitev ali pa popusti pri trošarinah, zmanjšanje prispevkov za OVE in ure, vendar menim, da morajo biti ukrepi izrazito začasni, potreben je dialog s podjetji in dejansko videti, katera podjetja to pomoč potrebujejo. Slovenska vlada zaenkrat še ne čuti potrebe po ukrepih. Do zdaj je bila uveljavljena samo omejitev marže za kurilno olje, ki začne veljati v torek. Sicer je pa Gospodarska zbornica predlagala nekaj ukrepov in zdaj smo se povezali, imamo na video povezavi izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, Vesno Nahtigal. Dober dan. Kakšne bi torej lahko bile posledice za slovensko industrijo? Kar 40% podjetij naj ne bi pravočasno zakupilo električne energije. Če bodo cene energentov ostale na tako visoki ravni za prvo polovico, za prvi kvartal 2022, bo slovenska podjetja, proizvodnja sigurno se zmanjšala in bo imelo posredni in neposredni učinek na aktivnosti slovenske industrije, kar bo seveda ogrožalo cirka 5000 delovnih mest v energetsko intenzivni industriji in nadalje še cirka 2500 delovnih mest v povezanih družbah, torej znotraj slovenske verige vrednosti. Naj povem, da ob našem predvidenem zmanjšanju proizvodnje bo dodana vrednost znižana za cirka 300 milijonov evrov, to pa predstavlja 0,5 odstotne točke BDP-ja. Kako pa odgovarjate na očitke, da so si podjetja sama kriva za težave, ker če bi pravočasno kupila elektriko za prihodnje leto, teh težav ne bi imela, ampak so špekulirala očitno? No, jaz bi tukaj takole rekla. Dejstvo je, da energetsko intenzivna industrija praviloma zakupuje vse energente, električno energijo in plin. Vendar naj spomnim, da je bilo pokoronsko leto in da je v času pred korono zakupila za 19-20 električno energijo in plin in potem je tržna cena v letu 2020 izredno padla in so plačali zelo, bom rekla, veliko ceno električne energije in plina, na kar so seveda za to leto, ko je industrija bila ustavljena v tistem obdobju, plačali celo penale za neprevzeto električno energijo. Morda je tudi to eden od razlogov, da so čakali, kakšen bo odziv trga, koliko bo naročil. Na začetku oktobra ste vladi predlagali nekaj ukrepov, kratkoročnih in dolgoročnih. Katere?
Kratkoročni so predvsem v zniževanju trošarin, prispevkov za obnovljive vire energije in za učinkovito rabo energije. Seveda tudi ponovno smo apelirali na končno sprejetje uredbe za povračilo indirektnih emisij, to prizadene predvsem energetsko intenzivna podjetja. Nismo se pa mogli izogniti tudi tega, da državi položimo na srce, da čim prej pristopi tudi k dolgoročnim ukrepom, saj nas da je samozadostna oskrba edina tista stvar, ki nas lahko reši pred nadaljnjim problemi. Na odgovor vlade še čakate. Na Ministrstvu za infrastrukturo so nam povedali, da naj bi se z gospodarsko zbornico sestali prihodnji teden. Najlepša hvala za nocoj. Kaj torej lahko pričakuje gospodarstvo od vlade? Veliko ste že povedala, da to ni socialna kategorija, da je to tržna kategorija. Torej, kot pravim, mislim, da je potrebno vzpostaviti dialog, da je potrebno pomoč nuditi zelo ciljno, targetirati res tiste, ki to pomoč potrebujejo, tako pri ranljivih odjemalcih kot pri podjetjih, in mislim, da so možnosti predvsem na strani fiskalnih instrumentov, kot je bilo že povedano, pri gospodinjstvih tudi odlogi plačil in tako naprej, da nikakor pa ne pride v poštev poseganje na sam trg z električno energijo. Koliko časa se bodo energenti, električna energija še dražili? Prej ste že veliko povedala, a si upate tvegati, koliko let, gre to za 5, 10, 15 let in povrnile se na prejšnjo cene ne bodo, kaj pričakovati? Poglejte, bom zelo hiter. Kolegica iz gospodarske zbornice je rekla, da je rešitev samooskrbe. Jaz sem prej povedal, da so nove enote po 80-90 evrov. Potem je samooskrba in bodoče cene od 90 naprej. Če želimo zeleno, spremembo proti, nizkoogljične, brezogljične proizvodnje električne energije, moramo računati, da bodo rastle predvsem končne cene. Zaradi tega, ker bo morala vsaka država Evropske unije, ne samo Slovenija, ugraditi določene nove prispevke. Zdaj pa vaju prosim samo še za kratek odgovor na vprašanje, ali bodo te visoke cene pospešile prehod na obnovljive vire, v zeleno transformacijo, ali jo bodo upočasnile? Po mojem mnenju je ta renesansa fosilnih goriv sedaj bolj začasen pojav in prav visoke cene električne energije mislim, da bodo pospešile samooskrbo. Se strinjate? Ja, se strinjam. Hvala lepa obema. Toliko za nocoj v točki preloma. Hvala, da ste bili z nami. Lep večer še naprej.